Govorjeno pa tudi pisno besedilo je pogosto v želji po zares knjižni oziroma zborni obliki predvsem daljše. Tako se marsikomu zdi, da nam vsem dobro znani ki, tisti, pred katerim pišemo vejico, daljši, kateri. Ali pa, da je imenitneje vkolikor pisarniški izraz, kot pa preprosti če. Nekateri govorijo o dobremu človeku, čeprav je slovnično edino pravilno o dobrem človeku. Drugi pa verjamejo, da bomo varnejši, če dobimo navodila s strani ministrice, pravzaprav pa le lažje in lepše razumemo, če navodila da ministrica. Nedoločnik in namenilnik nista iz te zgodbe. Za začetek jih nanizajmo nekaj v dveh povedih. Grem delat, ker je treba delati. Ali pa moram spat, ker moram spati vsaj 8 ur. Nedoločnik in namenilnik se razlikujeta najprej po obliki. Nedoločnik je daljša glagolska oblika, namenilnik pa krajša. Nedoločnik se konča na ti oziroma či, namenilnik pa nima ija v taki končnici. Namenilniška oblika je potrebna, kadar pred njo stoji glagol premikanja. Ti glagoli so na primer iti, voziti se, peljati se, odpraviti se, nameniti se, napotiti se, hoditi, tudi hiteti. Včasih pa se ta glagol premikanja skrije. Tak primer imamo tudi v našem zgledu. Moram spat. V daljši obliki bi lahko rekli moram iti spat. V tem smislu poglejmo še pomensko razliko med hiteti pometat in hiteti pometati. Hiteti pometat lahko v daljši obliki izrazimo hitro iti pometat. Hiteti pometati pa pomeni hitro pometati, ne počasi. Prav tako namenilnik uporabimo pri glagolih, ki izražajo neko ciljnost ali namen dejanja. Na primer, poslati učit. Poslati učit se za recimo mehatronika. Prav tako dati učit. Naj nas nedoločnik in namenilnik popeljeta tudi h kakovostnemu in vrstnemu pridevniku. Ker se v spletnem portalu Fran najde skoraj vse, je zelo priporočljivo brskati po njem. Če me vprašate, ali je prav priporočen ali priporočeni dnevni vnos nekega vitamina, moram zagotovo najprej pobrskati po Franu. Tam so terminološki slovarji, med njimi farmacevtski, in v njem najdemo slovarsko iztočnico priporočeni dnevni vnos. Tako preprosto je pri terminoloških besednih zvezah, saj je podatek o vrstnosti pridevnika priporočen in dneven že v terminološkem pomenu. Podobno kot predpisani dnevni odmerek nekega zdravila. Ali pa, če gremo še na področje kakšne preventivne dejavnosti, recimo gibanja oziroma vadbe, visokointenzivni intervalni trening. Tudi kakovostni in vrstni pridevniki se razlikujejo po črki i. Pri kakovostnem pridevniku je ni, pri vrstnem pridevniku pa jo dodamo in tako posebej označimo vrstnost. K večini vlog moramo priložiti veljaven osebni dokument. Osebni dokument je v tem primeru spet stalna besedna zveza, ki označuje posebno vrsto dokumenta, v tem primeru osebnega, torej osebni dokument. Kakšen pa mora biti ta dokument, ko ga priložimo k neki vlogi, pa označuje naslednji pridevnik. Veljaven.
Od terminologije do uradniškega jezika poglejmo še bližje. Slikanica je zaživela kot svojevrsten ekološki priročnik. Tudi tukaj imamo informacijo o tem, da gre za posebno vrsto priročnika. Ni katerikoli, ampak je ekološki. In ta priročnik je nekaj posebnega. Zato ima dodan tudi lastnostni pridevnik svojevrsten. Če se v nedoločnik in namenilnik še bolj poglobimo, najdemo kratki nedoločnik. Zanj je značilno, da se ne konča na i. Zato je po obliki podoben namenilniku, pa vendarle gre za nedoločnik, ki je značilen predvsem za knjižno-pogovorni jezik. Tako na primer pesem s kratkim nedoločnikom preberemo takole. Nekoč je živela vesela Marela, ki nikdar ni smela postavati brez dela. Ja, tako je v knjižno-pogovornem, sprejemljivo. V zborni izreki pa bi ta Marela ne smela postavati brez dela.